Danes v Pomurskem dnevniku. Občinski praznik v Ljutomeru. Pred občinskim praznikom. Mura ostala brez točk. Čas za zimske pnevmatike. Vreme jutri bo oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Pretekli petek je v Domu kulture Ljutomer potekala slavnostna prireditev ob 67. prazniku občine Ljutomer s podelitvijo nagrad in priznanj. V naslednjem prispevku si oglejmo, kdo so bili letošnji nagrajenci. Občina Ljutomer praznuje občinski praznik 9. avgusta, na dan, ko je bil leta 1868 v Ljutomeru v parku prvega slovenskega tabora organiziran prvi slovenski tabor. Slavnostna prireditev v sklopu občinskega praznika bi morala tako potekati že v začetku avgusta, a je bila zaradi takratnih ujm in poplav odpovedana oziroma prestavljena. Zbrana je uvodoma nagovorila županja magistra Olga Karba, ki je izpostavila pomen posameznika v skupnosti in se zahvalila vsem, ki so svojo energijo kakorkoli prispevali k skupnosti. Danes se hvaležno veselimo z našimi nagrajenci. Jutri se bomo hvaležno veselili z domačimi ponudniki, obrtniki in društvi, ki bodo na stojnicah delili svoje uspehe z skupnostjo. To dela našo skupnost močno. Aktivnosti ljudi, ki temeljijo na samozavesti, v lastne sposobnosti in na disciplini, so dokaz, da smo sposobni opraviti še tako težko in zahtevno delo, če imamo pred sabo realno zastavljene cilje, ki delajo našo skupnost prijazno in zagotavljajo kvaliteto našega življenja. Plaketo občine Ljutomer z listino in denarno nagrado za leto 2023 sta prejela Angela Pihlar za 50 let odličnega dela na področju gostinstva in turizma ter Zvonko Kustec za 20-letno uspešno ravnateljevanje na gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer in pomemben prispevek k razvoju srednješolstva. Zavedam se, da brez predanega dela in požrtvovalnosti vseh sodelavcev naši rezultati ne bi bili takšni, kakor so. Zato so za to priznanje namenjena tudi vsem vam, spoštovani sodelavci. Nenazadnje so dokaz, da smo na pravi poti in da delamo izvrstno, hkrati pa pomenijo izjemno spodbudo za nadaljne delo, ki bo tudi v prihodnje pot do uresničitve skupnih ciljev in želja, torej tistega, kar bogatita naš majhen prostor pod soncem. Hvala lepa. Pisno priznanje občine Ljutomer za leto 2023 so prejeli Mitja Prelog, Janko Horvat in Smiljan Žnidarič. Priznanje županje občine Ljutomer za leto 2023 pa so prejeli podjetje Ljutomerčan, družba Farmteh, gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, Splošna kmetijska zadruga Ljutomer Križevci, Gasilska zveza Ljutomer in Matej Vrbančič. Zvonko Kustec se je tudi v imenu vseh dobitnikov zahvalil za prejete nagrade in pohvale. V imenu vseh dobitnikov priznanj in plaket se iskreno zahvaljujem predlagateljem ter odločevalcem, ki so videli, da je naše delo pomemben doprinos k prepoznavnosti občine ter regije, naša prizadevanja pa nepogrešljivo pri razvoju in napredku skupnosti, katere del smo. Odsev našega skupnega prizadevanja in uspeh vsakega posameznika sta namreč sad dolgoletnega, inovativnega, vztrajnega in trdega dela, pa tudi predanosti, odgovornosti in zavedanja, da smo najmočnejši takrat, ko delamo za skupno dobro. Županja Olga Karba pa je za konec dodala še naslednje. Jutri je naš prleški praznik. Družili se bomo in nazdravili na dobro letino, ki jo je pridelala prleška roka, s prleško dušo na rodni grudi. Ponosno bomo nazdravili s prijatelji iz pobratenih občin in združili energijo za boj, ki je pred nami. Zato, ker verjamemo vase in se ne bojimo izziva, zato vem, da bomo uspešni kot posamezniki in kot skupnost.
V kulturnem programu je z glasbo slavnostno prireditev popestrila Eva Vodno. V 16. krogu so se v zadnji tekmi pred reprezentančnim premorom pomerili ljubljanska Olimpija in soboška Mura. V izdihljajih tekme je domačim uspelo prebiti obrambo Mure in postaviti končni izid tekme. Poglejmo si, kaj so po porazu povedali v taboru Mure. Sigurno nismo zaslužili da izgubimo utakmicu, mada je bilo šansi sa jedne i sa druge strane. Međutim, naša ta jedna greška je kažnjena. Mi nismo uspjeli da kaznimo Olimpiju. Rekao sam igračima da nemaju nijednog razloga da spuste glavu. Odigrali su danas odličnu utakmicu i fudbal je čudo. Vratit će na nekoj drugoj strani, to je sigurno. Ja, vsak je dal vse od sebe, jaz sem dal tudi svoj maksimum, ampak nažalost na koncu smo dobili najsrečen gol in tekmo izgubili. Nismo dali gola, če ne daš, dobiš, ne vem, škoda. Mislim da zbog ovakvih utakmica ljudi dolaze na stadion. Mislim da smo se mi zatvorili, ništa ne bi dobili s tim. Mi smo izašli da igramo fudbal i to ćemo raditi na svakoj utakmici, to je sigurno. Sad, neki put će to da bude uspješno, neki put neće, ali mislim da smo danas pokazali da ova ekipa raste i da tu ima dosta potencijala da možemo da napravimo nešto u budućnosti. Če smo že ravno pri občinskih praznikih, naj spomnimo, da je pred nami še eden izmed zadnjih občinskih praznikov in to je občinski praznik v občini Turnišče. Z nami je že Jasmina Denša, ki jo tudi v naši družbi lepo pozdravljamo. Dober dan, pozdravljeni. Pestro dogajanje nas čaka tudi v občini Turnišče v sklopu občinskega praznika, pa da do tistega sklepnega dela, torej do nedelje, malo strnemo, kaj vse nas čaka v tem tednu. Res je, tako kot ste povedali, torej pester teden je pred nami. Začnemo že sedaj v sredo, 15. novembra, ko se bo na Polonščekovi domačiji začel odvijati prehodni pokal občine Turnišče v balinanju in pa kegljanju s kroglo na vrvici. To organizirajo naše domače društvo upokojencev. Potem imamo v četrtek, 16. novembra, takrat je tudi uradno praznik občine Turnišče. Potem imamo sveto mašo v Stari župnijski cerkvi kot spomin na dogodke, ki so se zgodili pred natančno 756 leti. Potem pa v 17. v petek pa strelsko društvo Štefan Kovač Turnišče organizira tradicionalno prireditev občan strelja na strelišču Agrokorn ob 17. uri. Potem pa v soboto, torej dogajanje za vikend, v soboto bodo članice Društva kmetic Turnišče pripravile kulinarično prireditev Kuhajmo skupaj. Tudi ostala društva se bodo jim priključili, da bodo v bistvu kuhali na temo kolin in pripravljali tradicionalne jedi na temo kolin, torej na Polonščekovi domačiji ob 12. uri. Potem pa je že tukaj nedelja in sklepni del. Zdaj, kje bo potekala slovesnost in katere nagrade boste vse podelili? Tako, ja, zaključujemo pa torej v nedeljo, ko bo osrednja proslava v občinskem prazniku. Letos bo v telovadnici osnovne šole Turnišče s pričetkom ob 15. uri. Podelili pa bomo občinska priznanja in pa tudi priznanja najboljšim športnikom. Krasno. Zdaj mogoče tukaj vidim, imate še eno brošuro, če malo lahko pogledamo, se pravi, gre za vabilo. Zdaj, kdo se tudi med drugim lahko se udeleži, da še to povemo? Tako, ja, to je naš glasilo, ki ga vsak mesec izdajamo, torej Varaški list. Podrobneje smo tukaj zapisali vse dogodke, ki so tudi seveda objavljeni na naši spletni strani, pa tudi na Facebooku občine Turnišče. Ja, dobrodošli pa vsi, no. Bomo veseli vsakega izmed vas. Mogoče, če še malo namignemo
vemo, če lahko izdamo mogoče, kdo bo kaj nastopajoči v kulturnem programu? Lahko izdam mogoče, da smo letos dali poudarek našim najmlajšim. Jasmina Denša, najlepša vam hvala za vse podrobne informacije, pa seveda uspešno prireditev vam želimo. Hvala lepa tudi vam. Agencija za varnost prometa vse voznike motornih vozil ponovno poziva k pravočasni menjavi pnevmatik. To sredo 15. novembra namreč nastopi obdobje obvezne uporabe zimske opreme. Na svoji strani pa so objavili tudi video, zakaj je potrebno preobuti svoje jeklene konjičke. Poglejmo si. Za konec še preverimo, kakšno vreme se nam obeta v prihodnjih dneh. Danes je bil v naših krajih oblačen dan. V Lendavi krajinskem parku Goričko, Radencih in Murski Soboti je bilo opoldne namerjenih 4 stopinje Celzija. Jutri se bo oblačnost čez dan povečala. Na Kočevskem in ponekod na zahodu lahko občasno rahlo dežuje. Še bo pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo v zatišnih legah okoli ledišča, drugod od 6 do 11, najvišje dnevne od 12 do 19 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in v Mariboru se bodo gibale med 6 in 7, podnevi pa med 15 in 18 stopinj Celzija. V noči na sredo bodo rahle padavine zajele večji del države ter v sredo zjutraj že ponehale. Po nižinah bo marsikje megleno. V sredo čez dan kaže na sončno vreme s kakšno manjšo ploho, razmeroma toplo bo. V četrtek bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, po nekaterih nižinah bo jutro megleno, nekoliko se bo ohladilo. Temperature v naših krajih bodo zjutraj od 2 do 7, čez dan od 8 do 16 stopinj Celzija. Toliko za danes v Pomurskem dnevniku. Več informacij o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani www.tvidea.si. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.